vam bom predstavljal predvsem z deljenjem ekrana, zato bom tole svojo kamero izklopil in bi kar začel s predstavitvijo tega programa, sistema za ocenjevanje lisaste pasme FlexScore. Zdaj prav tehnično vam bo več znal povedati strokovni vodja, ki pozna te stvari v nulo. Jaz vam bom pa pokazal, kaj je pripravljeno za ocenjevanje s pomočjo pametnih telefonov. To se pravi, za strokovnjake z področja govedoreje, ki ocenjujejo, smo prevedli program Rindroid, ki vsebuje sistem FlexScore. Ta program je aplikacija, zelo enostavna, narejena v Androidu in omogoča ocenjevanje v hlevu s pomočjo pametnega telefona, zajema pa vse lastnosti, ki jih ta FlexScore predvideva. Zdaj, če greste vi na spletno stran flexscore.com, imate tukaj obrazložene posamezne telesne ocene, iz katerih je na koncu izračunana končna ocena za kravo, najprej po posameznih sklopih, potem pa še skupna ocena. Isti sistem zasleduje ta program Rindroid. Naredili smo možnost, da ocenjevalci pripravijo živali, za katere bi radi podatke o ocenah, jih uvozijo v svoj telefon, s telefonom ocenjujejo in potem po elektronski pošti podatke pošljajo in se samodejno zapišejo v bazo, se pravi govedo.si. Trenutno ocenjuje samo en ocenjevalec, to je Tomaž Petek iz Kranjskega zavoda, ki je ocenil že nekaj tisoč živali in v ene 25 rundah poslal, tako da ta sistem je testiran in deluje. Verjetno za splošno ocenjevanje bo potrebno še eno strokovno, bolj posamezno izobraževanje ocenjevalcev, da bodo to začeli uporabljati. Zdaj pa se bom jaz preklopil na moj telefon in vam bom pokazal na telefonu, kako stvar izgleda. Samo da zalaufam Zoom. Se pravi, Peter Mobi. Share screen. Se pravi, program Rindroid SI sem prevedel iz nemščine in omogoča uvoz podatkov. Torej, ocenjevalec naj bi pred samo oceno nakazal, katere živali želi ocenjevati, ker je ta aplikacija narejena za nemško področje, za nemška ocenjevanja, ne omogoča dodajanja nove živali, ker pač zahteva neko šifro kmetije, ki je nekako kodirana in sprejme samo nemško različico, zato v bistvu se je treba malo pripraviti vnaprej. Vprašali smo Nemčijo, če bi to spremenili, pa seveda sam za nas ne bodo. No, tukaj ocenjevalec vpiše svojo kodo, recimo, da bi bil jaz to, tukaj napišem
moja šifra ocenjevalca in potem začnem z ocenjevanjem. Se pravi, ko bi uvozil živali, dobim 4 reje, si izberem, katero bi rad ocenjeval in tukaj imam zdaj kar nekaj krav, berem recimo tole 0 in seveda to so krave samo lisaste pasme, jasno, in potem začnemo z ocenjevanjem. To se pravi, če bi bila krava neocenjena, tukaj dam oznako in takoj zaključujem z oceno. Lahko pa rečem, to je bila recimo 4 ure po molži. Da sem malo, da ugasne zoom na računalniku. Peter, če kaj komentiraš, se te ne sliši. Imel sem izklopljen, zdaj imam telefon in računalnik, ampak sem imel, zgleda ta telefon ima preslab zvok. Se pravi, ko pridemo do konca sklopa, nam pokaže zračunano oceno iz ostalih mer, torej okvir ima oceno 72 točk, te točke so med 69 in 88, se mi zdi. Potem napišemo točk za omišičenost, to ocenjevalci vejo, recimo, da dam 82 in me vrže na nov sklop. To pa so v glavnem točke ocene vimena, se pravi, dolžina vimena spredaj od 1 do 9. Zdaj ocenjevalec oceni vse ocene do centralne vez, zelo dobra, 8, nameščena zadnjih seskov 5, 6 in dobimo oceno za vime 77. Če ima vime kakšno napako, jo označimo s težo 1 ali 2, se pravi, nagib prednjih seskov je napačen, to zelo, bom dal tukaj 2, da malo skače sem pa tja, takrat se ta splošna ocena upošteva tudi pri izračunu skupne ocene. Gremo naprej. Čistost vimena po kodah. Dodam tukaj 1. Vidite, se ta tipkovnica odpira, kar malo zaprn. Iztok mleka. Mirnost pri molži pravzaprav. No, zdaj pridemo na sklop ocen zunanjosti, se pravi okvir, noge, se pravi nagib križa, zdaj jaz lahko ocenjujem, se ima zmislu. Bicli, parkli, kot parkla 3, se ne upošteva v skupni oceni. Tudi za noge je dobila 77, lahko rečem, da ima ozke prsti, malo. In pa uleknjena. Gremo naprej. To skupno oceno lahko tudi korigiram, da se mi zdi, da je predobra ali pa preslaba, ampak največ za 1 točko gor ali pa dol. No in na koncu dobim skupno oceno, se pravi okvir živali 72, omišičenost 82, noge 78, vime 77, skupna ocena iz teh 4 sklopov pride 73. Ta sistem FlexScore je nekako univerzalen, zdaj v tem združenju evropske lisaste pasme, predvsem se pravi Nemčija, Avstrija, Češka, zdaj se je začela priključevati tudi Slovenija. No, ko zaključimo to žival,
se nam pokaže, da je pač zaključena. Zdaj bom eno probal. Bom sam dal 2 ure pomoži, pa grem ven. Se pravi, to žival je treba še dokončati. No, ko imam tega dost, sem naredil vse, kar sem imel za narediti. Lahko izvozim podatke in rečem, izvoz podatkov zaključen, živali v bazi 10, ena žival je bila zaključena. Zdaj, če grem jaz tja nazaj, vidim tukaj v Tomažu Bohincu je ta biva, ki sem jo prej vklopil, še nedokončana. Ta izvoz se pojavi na telefonu v mapci, ki jo treba definirati in potem jo ocenjevalec enostavno pošlje na našo spletno stran. Imamo poseben mail odprt za to in potem se podatki uvozijo in jih dobite lahko že pri svojih živalih na spletni strani. No, zdaj bom pa jaz tole zaključil, pa bom skočil nazaj na prvo stran, samo da se zaprem. Close. Zdaj bom pa shareal spet svoj screen. Recimo, če greste na spletno stran Govedo, si lahko ocene živali pogledate tudi za posamezne sklope, ki so bili ocenjeni že naprej. Zdaj, jaz imam tukaj svoj odprt, bom odprl svojo lokacijo. Oziroma, čakajte, moram dati za rejca. Se pravi, Goršek, živali na kmetiji, aktivne živali. Če tukaj odklopite ocene zunanjosti, se vam bodo pokazale ocene zunanjosti in lahko gledate posamezne sklope. Se pravi, kot rejci. Se pravi, to je zdaj ista kmetija. Okvir, se pravi tip obrazca, se pravi črno-bela 2005, pa lisasta 2005. To so pa... Peter, nič ne vidimo, veš, samo tisti prvi del, ko imaš svojo šifro pisano. Ja, čakaj, samo malo, še enkrat dal. Sem mislil, da se vse vidijo, zdaj pa se vidne. Se pravi, ko rejc gre tukaj podatke o svojih živalih, živali na kmetiji, aktivne, tukaj odkljukate ocene zunanjosti, jaz jih bom dal, da sortirane po rojstvu, da so to stare vzgoraj, in potem dobite nove stolpce v prikazu, če ne ta prikaz precej velik, kjer lahko vidite ocene po posameznih sklopih. Se pravi, stolpci si delijo različne pasme, ampak to se da nekako znajdeti. Se pravi, 81 okvir, recimo, potem je vime 77, noge 78, recimo za to ciklamo. Ko bodo vsi ocenjevalci začeli z novim sistemom, bodo te ocene zunanjosti, mislim, da pridružene sistemu FlexScore, ki ga trajbajo Nemci. Več o tem bo pa razložil strokovni vodja, jaz v bistvu kaj dosti ne vem, kaj se dogovarjajo. Moja naloga je bila samo, da implementiram tale sistem v prakso. No, zdaj, če imate kakšno vprašanje, na dan z besedo. Jože, mogoče bi ti malo razložil ljudem več o tem, ker tole je bilo precej specifično. Hvala. Zdaj pa stvari bi te dopolnil. V roku 10 dni predvidevam, da bo
prihaja do nekih malih sprememb, nove formule bojo poslane, da potem zadevo modificiramo. Kar se tiče ocen, korekcije ocen lastnosti nog in pa vimena, to je možno za 3 pike navzgor in pa navzdol. Povprečje v nemško-avstrijski, češki populaciji je, da ocenjevalci korigirajo oceno v 15 do 20% primerov. Tako da to bo treba se nekje držati, torej dobiti tisto rutino. Moj predlog je, da preidemo s 1.1.2022 na ocenjevanje FlexScore. Peter, tebe bi prosil za ena kratka navodila, lahko v pisni obliki PDF, ki imajo kolegi na telefonu, in ko bodo nesigurni, lahko na brzino pogledajo, kje potem na primer izvozijo podatke ali kakorkoli. To smo že 4-krat naredili, če se jaz prav spomnim. Celo 2-krat smo imeli izobraževanja za to. Bom pripravil, seveda. Ok, super. Jaz mislim, zdaj ne vem, ali tisti, ki še nimate Androida, morajo priti do tebe? Ne, to vse po e-mailu. Ok, bomo pa tako naredili. V glavnem, s 1.1.22 potem ne bi več ocenjevali preko papira. Enostavno ocene niso dovolj korigirane. Vemo, da program ponudi skupno oceno za mnoge vime, vi pa potem korigirate. Mogoče bi Tomaž povedal svoje izkušnje. Ti si edini, ki zdaj to delaš preko aplikacije. Ja, dobro dan, vsem skupaj. Jaz sem zelo zadovoljen s to aplikacijo glede ocenjevanja. Moti me edino to, ker ne morem prvesen samo lisastih vzvoziti. Lahko sem samo vse, oziroma samo lisaste, ne morem pa križank in lisastih voziti. In pa se mi pojavljajo vse prvesnice, črno-bele, lisaste in križanke skupaj in moram potem tiste črno-bele izločati. To bi bilo dobro, da bi lahko izvozil lisaste in križanke v eno mapo. Če vozimo 2 mape, pol ne znam skupaj spraviti, mislim, oziroma preč delati s tem, raje pol se s tem obadam, da jih izločam. Druga stvar je pa, da teh ocen ne moram pogledati v lektacijskih zaključkih, ker sem jih prej lahko, zdaj jih ne moram videti nikjer. Tukaj je Peter kazal, to so bile samo skupne ocene iz prejšnjega obračuna, se pravi preko stare aplikacije. Teh ocen, ki sem jih zdaj dejansko 380 prejšnjih ocenil, jih nikjer ne vidim. Peter. Ja, to kolegica Logarjeva je pripravljala dokument in je bil narejen, mislim, da ne 10 dni nazaj. Kar sem jaz naredil, sem, da označeval iz teh zaključkov, katere živali so bile že ocenjene, da recimo Tomaž ni 2-krat isto žival dobil, da jo treba narediti. Zdaj bom dal še vse te podatke na ta dokument, ki je bil končno pripravljen, da se lahko to pregleduje, ker ima tehnični problem. To se pravi, dokler ni podlage, lahko flikaš not podatke, pa jih ne bi mogel gledati. To se zdaj v bistvu naredili. To bomo naredili zdaj naslednji mesec, recimo, ampak važen je sam, da se ti pojavljajo tiste živali, ki si jih že naredil še enkrat. Zdaj za križanke, to se morate pa odločiti. Zdaj, križanka ni lisasta pasma ali je, jo ocenjevati ali ne, to je vaša... Moje mnenje je ne. Gremo na čiste, ker baš ne dobimo dovolj ocen po čistih potomkah za nekega bika. Tukaj sem videl komentar še, Matic Rigler prav, da minusov in plusov pri končni oceni Nemci ne forsirajo, da to so imeli tudi pri rjavi pasji, ampak na koncu ni bilo sprejeto, ker imaš lahko rajženega bika in ga s tem favoriziraš. No, to je spet res. Dobro, možno, da je bilo to pri rjavi v tej smeri.
definitivno pri lisasti ne delamo tako. To je ena velika mašinerija, ki non-stop preverja, izračunava ekonomske učinke in tako naprej. Tako da ne verjamem, da bi šlo v to smer. Vemo pa, da pri rjavi je nekaj več konfliktov med ocenjevanji različnimi sistemi. Pri lisasti je en sistem veljavi za celo Evropo, pa praktično za cel svet, tudi Južni Američani ga že uporabljajo, tako da tu bi se mi pridružili. Podatke pa zaenkrat ne bomo pošiljali. Kar se tiče križank, vemo, do 12,5% gre zraven, kar je več, pa pustimo. No, še glede korekcij ocen, jaz drugače imamo zelo veliko korekcij Vimejev, ker je krava z majhnim imenom in ocene Vimeja daje zelo visoke. 86 ali 85 dobivamo cene za Vimeja, mlečnost je pa tam 13 do 15 litrov. Jaz v teh primerih vedno znižam Vimej za 3 točke. Pri nogah pa skoraj ne popravljam ocen, ker se mi zdi dosti realne, včasih so previsoke. Pa tudi mogoče delno znižam, ampak zelo velikrat pa znižam ceno za Vimej. Glejte, to je, Tomaž, popolnoma pravilno, zelo majhna Vimena, Nemci s tem nimajo toliko težav kot mi, torej živali, ki niso pravilno vzrejene in tudi ne krmljene za štart v laktacijo, ne kažejo realne slike. To je pravilno zmanjšati. Kar se tiče nog, moram priznati, da so tu Nemci, pa tudi Avstrijci zelo natančni, lahko tudi z Igorjem o tem predebatiraš, zelo pazljivi in zelo hitro zmanjšajo lastnosti ocene za noge, če določena lastnost gre navzdol. Tako da tu ne bo nič narobe, če greš lastnosti nog tudi kakšno točko navzdol. Ali pa obratno, seveda, to je tisti vaš pogled. Prvo, ko bo ta korona mimo, bomo imeli spet eno izobraževanje, ker bomo spet o tem predebatirali v praksi. Drugače pa imamo v mesecu juniju planirano evropsko usklajevanje pri nas v Sloveniji. Kolegi ocenjevalci, še kakšno vprašanje? Ja, če smem, bom rekel jaz, bi imel eno vprašanje. Kar se tiče mogoče Tomažu, ali ima on kakšne probleme z telefonskimi, bom rekel, signali in bom rekel, ali je to lahko problem, ker namreč uvedba bi jaz jo uvedel takrat, ko bi vedel, da je praktično povsod možno to brez problema delati. To je eno od vprašanj. Drugo pa, ali je mogoče ocene za določeno žival, ko jo, bom rekel, na koncu izračunava, tudi popraviti. Lahko ugotoviš, da si se kje zmotil in da bi popravil, ali je to, bom rekel, tej zadevi mogoče, zato bi jaz priporočil, da v resnici pred resnim pričetkom, bom rekel, se gre ta zadeva ponovno. Bom rekel, tako kot si Jože omenil, z ne izobraževanjem, ampak z praktično, bom rekel, prikazom in praktično izvedbo zadeve, tako da bi, bom rekel, v resnici bili, bom rekel, pripravljeni za to takrat, kot se reče. Ja, drugač signala sploh ne potrebujemo pri tem novem sistemu, to je največja prednost tega sistema, ker ko voznaš podatke, jih potem ocenuješ brez signala, dejansko ne rabiš imeti povezan na internet. To je največja prednost dejansko. Jaz sem prej dostakrat mogel štale ven, pa lovici signal, tega pa ni treba. Potem, ko pa ocene živalih, pa samo preneseš, pošlješ Petru na mail in to je to. Tega ni problema, da se tiče popravljati ocen, pa ni problem, to se da vse popravljati, sprot. Ali na koncu, kadarkoli. Dok ne pošlješ v Ljubljano. Prosim? Dok ne pošlješ Petru. Petru pošljem potem na mail. Ja, mislim, dokler ne pošlješ Petru, lahko popravljaš. Ne, dokler ne izvoziš, dokler ne izvoziš podatkov. Kaj enkrat izvoziš, to moraš več popravljati. Prej pa lahko popravljaš in tudi potem, če si že oceno, lahko popravljaš.
ni problema, tako da to, kar se tega tiče, V osnovi- je super stvar narejena. V osnovi, kar se tiče ocenjevanja, ostaja isto. Tu imate samo pomoč programa pri skupnih ocenah in pa offline dejansko delo, ki ne zahteva interneta, kar pa je zadeva, ki že dolgo razmišljamo o tem. Ne. No, jaz pa mogoče tukaj samo eno vprašanje za Petra. Dober dan vsem skupaj, najprej. No, tako. Glede na to, da Tomaž ocenjuje, pa tudi jaz ocenjujem, in če oba voziva iste živali, potem je fajn, ki jih nekatere Tomaž že naredi. To verjetno ne bo možno, bo mogla kontaktirati, kjer je on prav, pa kjer ni. A je, če on izvozi, tudi meni zbriše, to verjetno ne. Ja, ne, mislim, če jih on izvoz, moraš da ti na nov pripravljati seznam za ocenjevanje, pa jih pa ne boš mogel. No, ja, vse to. Med sabo niso nič povezana. Ja, vse vem, vse to sem hotel vprašati, vedeti, za ziher. Ok, hvala. Še kakšno vprašanje?